V Anhovem začenjajo z gradnjo Aurore, največje sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom v Sloveniji. Gradimo sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom velikosti 16 MW. Na naših strehah že imamo inštaliranih 4 MW sončnih panelov, tako da bo skupna inštalirana moč znašala 20 MW. To pomeni, da bo letna proizvodnja približno 20 000 MWh, kar je elektrika približno enaka, kot jo letno porabi 5000 gospodinjstev. Ta projekt temelji na dolgoročnem strateškem partnerstvu. Povezuje proizvodnjo električne energije, shranjevanje električne energije in upravljanje z električno energijo znotraj industrijskega zaprtega sistema. Takšni projekti predstavljajo prihodnost slovenske energetike. S takšnimi modeli razogljičimo slovensko industrijo in ustvarjamo visoko dodano vrednost ter krepimo slovensko konkurenčnost. V biroju Sadar Vuga smo se pri umestitvi sončnih elektrarn v območje cementarne Alpacem osredotočali na 3 dejavnike. Prvi je seveda tehničen, kako sončne elektrarne delujejo, kako morajo biti postavljene, drugi je naravni vidik in tretji je družbeni vidik. Pri naravnem vidiku skušamo v območje vpeljati nazaj naravo, da narava ni zgolj surovina, ampak da jo pripeljemo na lokacijo tudi pod sončne panele v smislu pašnika za čebele oziroma za drobnico. Glede družbenega vidika je pa želimo si ali pa iščemo načine, kako pripeljati skupnost v ta prostor, kako uporabiti sončno elektrarno oziroma panele mogoče kot senčnice na poteh ljudi ali celo kot za prostor, območja, kjer bi se lahko ljudje srečevali. S tem projektom naslavljamo 3 ključne cilje. Prvi je razogljičenje industrije, s tem bomo letno prihranili 5000 ton emisij CO2, kar je enako, kot če bi iz cest umaknili 2000 dizelskih avtomobilov. Drugi cilj je energetska suverenost. S tem projektom bomo letno proizvedli preko 15% lastnih potreb po električni energiji, kar pomeni tudi manjšo izpostavljenost na energetske trge in volatilnost nihanja cene. Tretji cilj pa je pametno umeščanje v prostor. Projekt poteka kot revitalizacija industrijske cone, sončna elektrarna pa je postavljena v bližini industrijske cone, kar pomeni, da te energije ni potrebno prenašati daleč po prenosnem omrežju. Dodatno pa bodo omrežje razbremenjevali baterijski hranilniki, ki postajajo ključen del proizvodnje iz obnovljivih virov. Tako bomo energijo uporabljali bolj pametno in sonce še bolje izkoristili. Lahko bi rekli, da sonce postaja pomembna sestavina naših cementov.